Mi to zapuščamo Antipaksos in greva na Paksos, ki je že v bistvu tolele. Tako da greva na čisto na sever otoka in to pomeni 7 mil. Tam bova zasidrali in bo 1-2 dni, evo, tukaj se lepo vodi vidi, ki je tako čista. Sploh kjer je veriga, tukaj imamo pa sidro, evo tu. Imamo čisto bonaco. Evo, nas je 50-60 plovil, po moje prej 60. Tako danes smo kar tle ostale. Tukaj se vidi najna veriga in pa sidro. Tako da nisva daleč stran od sidra. Je pa mirno. Jutri pa nadaljujeva naprej na Krf. Tam bova nekje še en teden. Potem pa bo odplula v Jadran oziroma Hrvaško. Bližava se mestu Krf, kjer bova sidrala in bova 4-5 dni tukaj, potem se pa veter obrne, tako da bova lepo z vetrem zajadrala proti Jadranu, proti Hrvaški. Tale na tej strani imamo še ene pirate, ki se prehitevajo. Skratka, tale se bo najina pot v Grčiji zaključila. Lahko pa rečem, da se je že voda toliko segrela, da sem se zdaj že 3 dni zapovrstjo kopal, tako da pol bo nekaj na tem. Kje pa hodiš? Po ulicah Krfa. Kjere? Jaz sem malo sprehajala, so kar že nekaj dni tukaj na Krfu, tukaj pa potem krenova nazaj.
ti všeč na Krfu? Krf je čudovit. Ja, so bila že ena parkrat, ne? Z jadrnico sva zdaj tretjič, mislim, da. 2019, 2020 sva šla, pa zdaj 2024 sva to jesen bo še enkrat prišla, mogoče. Ali pa naslednja jesen. Več pa tle ena mehna marinca, evo ti. Že tam na gor malo višji severno je že Albanija, celina. Tukaj bova v ponedeljek zjutraj odplula. Da noš podarila vse skupaj. Sosed se je odločil, da bo odletel. Verjetno mi je goriva zmanjkalo, pa ga je zdaj s helikopterjem naprej. Gre nazaj, pa so nekaj pozabili. Tako, tole je bil še danes zadnji postanek, štartala so s Krf ob 4 zjutraj, sva šla do tlenega zaliva, sva sidrala, tako da sem dala zdaj gumenjak ven, voda sem delal, tako da sva zdaj pripravljena, se je malo sonce skrilo, oblačno ratalo, jugo piha, tako da bova zaletela dvignila sidro, odpreva jadra in greva proti Korčuli. Midva jadrava z vetrom, dobrih 5 vozlov, drugače sva pa na regati. Drugače je tle na regata Brindisi Krf danes bila in se zdaj hodi v cilj. Tele so glih kar prišli prele, so šli mimo naju, mimo Bojan, zdaj počitno gre kar nazaj direkt v Brindisi verjetno. Tako da je velik jadrnic tudi pred nama, ki še jadrajo proti nama, ampak imela malo sreča, greva se je veter obrnil, malo jugo in greva lepo z njim proti Jadranu. Nekje do Korčule imava 240 mil, 230, tako da če šlo takole naprej, en dan pa pol pa sva tam. Tako se lepo štartala, ene 3 milje nazaj, ja, malo že bonaco, 4 vozle piha. Nikamek sva dala dženaken gor, se tudi napihne, nekaj mu še ta glaven pobere. Tako da zdaj motorirava, čist počas. Upam, da bo kaj vetra naprej. Tam vidim, da jadrajo, sicer so na regati, morajo jadrati, tako da ne vem, ali imajo kaj vetra ali ne. Glavno je, da trenutno imamo 4-5 vozlov, tako da ni nič. Tako da čakam. Upam, da bo kmalu. Je pa vroče ratalo, zdaj, ker nič ne piha. Ja, čist nič, samo pleta. Upam, da bo, no. Ne bi rad motoriral do Hrvaške, itak pa sploh nima, ne vem, če malo dosti goriva, tako da jaz sem pričakoval, da nas je napovedano po Vindiju sunki do 30 vozlov tukaj, pa skozi ta otranska vrata pa vse, ampak očitno ne bo. Zdaj razen, če tle še v tuk zavetju Krfa, ki je še dosti blizu, ampak vseeno, glede na to, da so prele, ko so štartala, jadrala, so imela tudi 28 vozlov, že sunke, zdaj ni pa nič, tako da upam, da se pojav nazaj. Čas v tlele konc Albanije. Glavno jadro sem mogel zaprti, sem tole še malo pospraviti, ker se tu guncava preveč, da preletava glavno jadro skozi in ne gre drugače. Tole kmalu bo tema, upam, da bo celo noč takole pihalo saj, da jadrava, se drugače greva kar hitro, ne 6 vozlov, tako da je kar v redu za najem. No jadro niso velikost, samo upam, da bo čim dlje. Ker nafte nimava dovolj, da prideva do Hrvaške, če bi mogli skozi. Ampak ene pol poti, če prejadrava, je pa dobro, tako da upam, da bova, no.
se že veselim Hrvaške. Po nočnem jadranju imamo še dobrih 100 milj, mogoče ali pa 100 samo do Mleta, 110 do Korčule. Zdaj se vas zaprla Genovo, vsi skupaj pa odprla Dženaker, tako da greva zdaj pet vozlo lepo, tako da bo super. Še današnji dan, noč, zjutraj do povdne bi mogla pa prispeti do prvih hrvaških otokov. Danes po noč sem kar veliko spal, ker ni veliko ladij, vse ladje grejo bližje po oni strani Italije, ker je tam bližje, tle proti mimo Albanije jih bolj malo pluje. Tako da sem vsake tu časa na Ajsu pogledal, koliko daleč je kakšna. Eno naj je prehitela, ena šla nasprot, to je bilo pa to. Sva pa imela po noč tam okoli 40-45 vozlov je bilo maksimum, tako da je bilo tudi kar malo valovito, ampak sva se lepo šibala. Malo bo sončni zahod, da si že bila ena nevihta, ampak imela sem par kapelj, glavno zdaj motorirava, ker enostavno ni vetra, en vozil, dva, tako da so se tudi valovi umirali. Da pa počasno minimalne obrate, počasi proti Korčuli, tam mava pa nekje še 90 milj, tudi še kar nekaj, ampak greva počasi. Se pravi, še ena nočna je pred nama, jutri pa že spala na Korčuli. Sončni zahod, malo pihlabom zdaj jadro odprl in nadaljujeva v še zadnjo noč. Mogoče celo zadnjo na celotnem potovanju. Ne vem, če bo rabila še kakšno jadrat. Tole je otok Mlet, greva na Korčulo. Zdaj je začelo pihati. Pa dež pada, prvič po, mislim, da Maldivih, ne spomnim se, da bi vmes kje kakšen dež padal, tako da sem zelo vesel, če bo kaj bolj padalo. Ena ura naj fajn pada, da to lepo se spere, vse peska. Bi bil vesel, glavno. Končno Hrvaška. Tole je otok Mljet in direktno ravno Korčula. Zdaj greva pa na Korčulo. Videla, kako bo naprej. V glavno, zdaj imamo dva datuma, oziroma 3 se zadržati. To je to. Bo se sprot odločila, kje pa kam bova plula. V glavno, po moje oba že komaj malo čakava, da prideva domov. Tukaj po Hrvaški bova itak lahko še jadrala veliko let. Evo me, da prispela na Korčulo. Imamo že prve slovenske pozdrave. Jadrnica Elizabet. Me da pa nadaljujemo naprej tlele na sidrišče. Morajo iti plačati to vinjeto, da ne bomo spet kakšne sranje z hrvaškimi oblastmi. Nazadnje, ko smo enkrat z Grčijo prišla, so naj kontrolirali, sicer smo imeli vse tako, kot je treba, ko so se prijavili v Cevtatu, ampak težava je bila, ker nama je med potjo nekje odneslo zastavico in pa so nam hoteli za tisto kazen dati. Ampak smo imela pol še eno, pa sem se dogovoril, da dam takoj novo še gor, tako da je bilo v redu. Sicer smo dobili vabilo, da greva nazaj na Mlet, ampak medva greva proti domu, nikamer več ne obračava, dovolj je bilo. No, te dva Slovenca, ki sta naju zdaj srečala, pa pozdravila, sta naju prepoznala po vetrnem generatorju in pa po rumenih kantah tamle pri stran, tih malo tok. Tako da to bo šlo zdaj vse dol, ko se vrneva nazaj. Tega več ne bova imela, ni več potrebe. Kaj dober občutek, ko sva končno doma. No,
skoraj doma, dejansko smo že kot doma. Tako, tem je zasidran, medva pa greva zdaj v mestu Korčula, dobro miljo stran, kar z gumenjakom, greva to vinjeto plače, da nas ne bodo kje lovili. Potem greva pa nazaj, pa bom šla en krog potem le v toku, jutri pa pol nekam naprej. Pred nama Korčula, še malo. Sem da Suzuki zdrži. Tale majhni gumenjak, ki se pušča že, moram pol, mislim, da tale bo nekje puščalo, bom pol malo milnice dal, pa pogledal še enkrat. Boš ponovila, kaj si rekla? Da je podobno kot Grčija, samo z veliko manj ljudi, turistov. Ja, meni je fajn, da jih ni preveč. Vse jih še bo, počak še kakšen teden. Sva šla malo na otok, Korčula sva šla prej, šla pa na otok Badija. Tle so že jelenčki, gorske race. Evo, je že prišel. Sva en strn kruh imela, en košček, ko smo nesli. Evo, božji ga malo. Ti ga pa z žepa ven vzel, pa bo šel. Nijam nič. Fikcijo naredil, kaj pa tam označimo, da ne smem jezditi? Ja. Ja. Daj na tla, pa bodo tam jele, pa je. Jo, kažem kruh. Jelenčki na vsakem koraku. Glej, koliko jih tle odzadje ležijo, le. Nijem na solate zate. Zdaj smo šla malo po otoku. Zdaj greva pa nazaj 1 kilometer v eno smer, enega v drugega. Pa ko bo pa sonce malo nižje dol, šla pa še enkrat, jaz sem šel en krog teč, ali pa dva. Natalija bo šla pa peš. Ne? Bo šla? Seveda boš. Ne vem, zakaj bi človek le sidral na odprtem, ko nobeden ne. Dobro, živo.